Pozdravljeni. Na vrsto je prišel zadnji brifing velike nagrade Avstrije. Prispevek, v katerem bomo skupaj skušali razumeti vse tiste pomembne podatke pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva Formule 1. Tudi tokrat bo zadnji brifing razdeljen na 3 dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali rezultate kvalifikacij, v drugem bomo skušali razumeti ritem tudi na podlagi današnjega sprinta in v tretjem, zadnjem, bom podal moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo s samimi kvalifikacijami, ki pravzaprav ne kažejo nekega drugačnega razmerja moči kot tiste kvalifikacije, ki so bile izvedene pred samim sprintom. Res. Oscar Piastri je izgubil čas, ki ga je postavil tam spredaj v prvo vrsto, zaradi nespoštovanja samih omejitev proge. A drugače, če gledamo po ekipah, vidimo, da je Red Bull z Maxom Verstappenom tam spredaj. Prvi zasledovalci so pri McLarenu in nato za mesto tretjega zasledovalca se borijo pri tovarniški ekipi Mercedes ter pri Ferrariju. A treba je povedati, da tokrat na kvalifikacijah smo zopet videli nekaj zanimivega tam v ozadju. Da je Logan Sargent bil skoraj tako hiter kot Alexander Albon, da ni velike razlike med Strollom in Alonsom in tudi Tsunoda in Ricciardo sta bila tam. A ne smemo mimo dejstva, da Niku Hülkenbergu je uspelo prebiti se v tretji zadnji del kvalifikacij, kar je po mojem mnenju izjemno dober rezultat za ekipo Haas. A tu seveda je treba upoštevati tudi splet okoliščin, ampak okoliščine so nekaj, kar mi, navdušenci, dokaj hitro pozabimo. Tudi pri ekipi Alpine kažejo, da so na pravi poti, izgleda, da so se rešili tiste previsoke mase samega bolida. A če smo videli, da pravzaprav razmerje sil je podobno tistemu, ki smo ga videli po kvalifikacijah samega sprinta, kaj bi lahko dejali o sami dirki. Imeli smo sprint, ki je izjemno dober pokazatelj, ampak če pogledamo najprej ritem, ki smo ga videli na samem edinem prostem treningu in primerjamo s tistim, kar smo lahko spremljali na sprintu, bomo videli sicer, da je Max Verstappen tam spredaj in da vsi ostali kažejo identičen vrsten red, kot sem ga podal na samem začetku tega prispevka. Torej imamo Maxa, ki je tam spredaj, imamo McLarene, ki sledijo, imamo Mercedes ter Ferrari. Perez je prišel v zadnji del kvalifikacije, ampak nima tistega pravega ritma, da bi lahko se približal samemu Maxu. In tudi na samem sprintu. Max je imel malo težav s samim Piastrijem. A videti je bilo, da je tako samozavesten, tako umirjen, da je svoje vodilno mesto dobil takoj nazaj. Ampak mi, navdušenci, smo lahko dobili zopet dokaz, zakaj je Oscar Piastri šampion potencialno prihodnosti. Ima tisto nekaj več, potrebno mu je le dobiti dovolj izkušenj, da bo znal odnehati, ko bo pravi čas. Lep primer kvalifikacije, ko je napravil izjemno dober čas, ampak pretiraval. Seveda pri Mercedesu so naredili korak naprej, ampak ne dovolj, da bi se približali McLarenu. Tisti, ki potrjujejo, da stojijo na mestu, so pri skuderiji Ferrari.
če je na kvalifikacijah za sprint imel Charles Leclerc tehnične težave, je bila vozniška napaka tista, ki je bila kriva za slabšo predstavo na tokratnih kvalifikacijah za veliko nagrado. Carlos Sainz mlajši, voznik, ki je malce v nemilosti, voznik, ki odhaja, je tisti, ki v navednicah rešuje čas. Ampak tu v boju z Mercedesom nisem prepričan, da mu bo uspelo priti toliko naprej, da se bo lahko boril naprimer za tretjo stopničko zmagovalnega odra. Verjetno sedaj mnoge zanima, kakšna je razlika med Red Bullom ter McLarenom. Namreč malce bolj natančnim opazovalcem je bilo takoj jasno, da je Red Bull tisti, ki dosega najvišjo končno hitrost, v samem izhodu iz ovinka je pa McLaren tisti, ki je hitrejši. To nam kaže, naprimer, ta grafični prikaz. Seveda gre za situacijo iz samih kvalifikacij sprinta in vidimo tudi tu na sami telemetriji, da je bil Max tisti, ki je dosegal višjo končno hitrost, torej manj zračnega upora, ampak tudi manj oprijema. Po drugi strani, če si pogledamo za trenutek nastavitve na samem sprintu, bomo takoj ugotovili, da Max Verstappen, ker je bil tam spredaj sam in ni imel možnosti rabiti sistema DRS, ni imel visoke končne hitrosti. Ampak po drugi strani Lando Norris, ki je bil zadaj, je imel prekleto nizko končno hitrost. Kar seveda po svoje potrjuje to generalno nastavitev, ki jo vidimo za razliko med McLarenom in Red Bullom. A verjetno tu se mnogi sprašujejo, kaj je pravzaprav nam pokazal Mercedes. Lewis Hamilton je napravil v edinem prostem treningu impresivno število krogov na pnevmatiki hard. In govorimo o 19 krogih, kar je lep pokazatelj v nadaljevanju, kakšna bi bila lahko strategija. Ampak tu imamo nek prikaz, ki nam kaže življenjsko dobo posamezne mešanice pnevmatik. In lahko smo videli na samem sprintu, ko je večina voznikov začela z rabljenim setom medium, pravzaprav ta izračun drži. Sprint je trajal 21 krogov in nihče ni imel očitnih težav. Tako da mi tu sedaj smo razumeli, da je tista jakostna lestvica, tisto razmerje sil izjemno dobro postavljeno in izjemno jasno že od samega začetka. Red Bull z Maxom, McLaren, Mercedes, Ferrari in vsi ostali. Ampak s pravo strategijo bi se dalo kaj spremeniti. In tu prihajamo na vrsto s tistim, kar sem si zamislil jaz kot možno strategijo za nedeljsko dirko. Kot običajno 3 variante, ki jih bomo preizkusili na tistem prvem srečanju v živo pred samim štartom in v samem komentarju po dirki, oboje v živo. A začnimo z najbolj očitno, najbolj varno, najbolj predvidljivo varianto. Začeti na pneumatiki medium. Odpeljati 20 krogov, kar smo videli, da je izvedljivo, nato na pneumatiki hard 28 krogov in nato v zadnjem delu s pneumatiko medium ponovno 23 krogov. Seveda, vozniki imajo na razpolago v večini primerov še en nov set pneumatike medium, ki bo lahko uporabljen v prvem ali zadnjem delu. Ampak, če bi imel kdo težave, če bi komu primanjkovalo pneumatika ali pa če bi se temperature dvignile, bi lahko vozniki uporabljali naslednjo varianto. Pneumatika medium 19 krogov in pneumatika hard 2x po 26 krogov. Sicer na papirju rahlo počasnejša strategija, ampak z, naprimer, višjo temperaturo bi znala biti bolj konkurenčna od one prve.
A videli bomo, nekateri vozniki imajo na razpolago 2 seta pnevmatike hard. Med njimi, naprimer, oba Red Bulla, če so moji zapiski točni. A obstaja še tretja varianta in to za tiste, ki imajo popolnoma uravnotežen bolid, ki znajo tvegati in ki bi lahko tu napravili tudi dirko z enim samim postankom, čeprav je ta varianta izjemno malo verjetna. Začeti seveda na pnevmatiki medium, odpeljati 33 krogov in nato 38 krogov na pnevmatiki hard. Vidimo sicer, glede na tisto prvo skico, da je življenjska doba pnevmatike medium rahlo pretirana, ampak v teoriji po enem samem prostem treningu moji izračuni pravijo, da je možno, ne vem pa, koliko je verjetno. A videli bomo pri naših analizah pred in po samo dirko. A kot sem povedal, dirka, ki na prvi pogled je pokazala že pravo razmerje moči, izjemno zgodaj. A pred nami je še 71 krogov dirke za veliko nagrado, kjer se lahko zgodi karkoli. Zato ne imejmo zadev za zaključene in bodimo pripravljeni na takšna in drugačna presenečenja. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.